Hvala lepa, moram popraviti, malo se je zmotila enote v brigadi Moris. Če ne bi Krkovič obesil, če to slišal. Ja, glejte, veliko je bilo že govorov danes, kar človek ne ve, kva bi povedal, ampak moram se danes zahvaliti vsem, ki ste prišli in počastili današnjo prireditev. S tem ste dali priznanje tistim, ki so z vsebino napolnili današnjo prireditev, se pravi nastopajočim govornikom, tudi v cerkvi. Rad bi se zahvalil župniku Acotu, patru Jankotu, predvsem pa škofu gospodu Jamniku. Dobro me on spomnil, v cerkvi je rekel, kdo so ti pevci, pa je iskal mene z očmi, pa me hvala Bogu ni našel, da bi povedal, kdo so cerkveni pevci. Jaz pa sem bil vesel, ker ni me našel, potem je pogledal gor in so sami povedali, kdo so, ker jaz nisem vedel, ker mi jih je Bog poslal. Tako je to bilo. Naj bo današnji večer mogoče večkrat bolj podvržen romantiki, tako kot je bila romantika del političnega dela pred 25 leti. Jaz tega tako spominjam. Vsi so bili navdušeni. Danes je pa pač politika kruta realnost, ali pa ne tako kruta, pač delo in predvsem ne bi bili politiki zazrti v prihodnost, ampak dovolite, da se danes vračamo tudi v zgodovino. Moram se spomniti let v času osamosvojitve, da pohvalim pač našo stranko, seveda. V občini Moste Polje je Demosov zbor pač imel večino, ampak večina Demosa so bili člani takratne kmečke zveze. Vseh ostalih strank je bilo za vzorec. 80% nas je bilo članov iz kmečke zveze. Tako da veste, kako potujemo in upam, da se vsaj približamo delčku tega rezultata v prihodnje. No, iz teh bivših občinskih odborov je nastal ljubljanski mestni odbor, ki danes deluje že 21 let. Tudi na to smo ponosni, v bistvu smo ponosni, ki že toliko časa delamo. Se pravi, ne jamramo samo, čeprav nam vedno ne gre najbolje, ampak da pa nam gre kakor toliko dobro, pa gre zahvala tudi določenim posameznikom, brez posameznikov ni rezultatov, ni gibanja in teh se bomo danes spomnili. Namreč, nekaj eno leto nazaj ali 2 leti nazaj je svet mestnega odbora, to je pač višji organ, ki nas občasno nadzira, tiste, ki smo v izvršilnem odboru, in nam da kakšno sugestijo, priporočil, da bi bilo dobro, da mestni odbor ob priložnostih odlikuje posameznike, ki so zaslužni za delovanje mestnega odbora in nasploh politike Slovenske ljudske stranke v Ljubljani. Tako je na eni nedavnih sej izvršilni odbor mestnega odbora Ljubljana sprejel sklep, da se podeli priznanje mestnega odbora 3 posameznikom zaslužnim za delo mestnega odbora. Ne bom našteval kriterijev. En od kriterijev je bil, da se pač v priložnosti to naredi. Tokrat smo se odločili za sledeče gospode. Jih bom kar nakratko predstavil in prebral, sam da vidim, koga imam prvega. Ja, da se priznanje podeli gospodu Jožetu Pevcu, tukaj med nami je, da ga nekoliko predstavim. On je bil predsednik zbora krajevnih skupnosti v občini Moste Polje, pozneje je bil vse skozi prizadevni član mestnega odbora, vedno se je umikal funkcijam, ampak zakaj je dobil priznanje? Zato, ker je bil duša delovanja prej Moščanskega odbora, Ljubljanskega mestnega odbora in tudi tista duša, ki je vedno vztrajala, da se Janče organizirajo. Vedno je bil tisti, ko je šlo slabo, fante, dejmo, se pravi, motivator. Da povem, bil je tudi v prejšnjih časih, še prednji šel v penzijo, je bil pa tudi direktor ljubljanskih tržnic, se pravi, da Ljubljano dobro pozna. In ga prosim, da pride sem na prizorišče, da mu izročim priznanje mestnega odbora Slovenske ljudske stranke.
Jože, čestitam. In še dolgo z nami, tako vneto in motivirano. Hvala pravzaprav vsem nam, ker skupno smo ustvarjali tudi te Janče, kot si rekel že prej. Od samega začetka ideje je zrastla pri nas in je pol celo mesto, 3 stranke Demosove smo sodelovali, ampak pol se je pa začel osip, predvsem zaradi financiranja. Težko je bilo plačati organizacijo, mislim samo, ampak osip je bil tako, da smo sami ostali. Hvala lepa. Hvala, Jože. Izvršilni odbor mestnega odbora je odločil, da gre posebno priznanje tudi gospodu Bogdanu Bradaču, nekoč leta 90 v času osamosvajanja župan občine Vič, pozneje podžupan v Ljubljani in dolgoletni predsednik, prvi predsednik mestnega odbora Ljubljana. Tudi njemu gre priznanje za res dolgoletno vztrajno delovanje v mestnem odboru in tudi gre za človeka, ki je znal povezovati z drugimi strankami, znal se pogovarjati z vsemi in je s tem tudi veliko dosegel. Hvala lepa. Hvala lepa. Imate kaj povedati? Tretje priznanje smo pa namenili profesorju, akademiku Lojzetu Marinčku. Ta sicer danes ni med nami, ker mu zdravje ne dopušča, je bil pa nekaj dolgo časa kar zvest in vnet sodelavec mestnega odbora, še prej pa bil v času osvajanja predsednik Demosa Ljubljana, predsednik Demosa občine Moste Polje, pozneje minister v vladi leta 1997 do 2000, mislim, da je bil celo nekako dvojni ali trojni minister, je velik strokovnjak za pragozdove, to nam je z veseljem vedno predstavil. Žal nam je, ker ga danes ni z nami, ampak mu bomo to izročili v bližnji prihodnosti in tudi njemu čestitamo. Tako, jaz sem trenutno današnjo dolžnost opravil, tako da predajam kar mikrofon. Prosim. Za zaključek še povabim Klico Toče, da nam ta večer obogati z venčkom pesmi. Hvala. Naj čuje zemlja in nebo, kar nas pobrati mi pojo. Naj se od uzda ust razliga, kar tu med nami vsak prisiga. Da srce zvesto, kakor zdaj, ostalo bo ne vekom nikomaj. Da srce zvesto, kakor zdaj, ostalo bo
čas, na razna puta žene nas. Tu na pobratim roko mojo, ti mi podaj desnico svojo. Da srce zvesto kakor zdaj, ostalo bude nikomaj. Da srce zvesto kakor zdaj, ostalo bude nikomaj. Kot zadnjega slavnostnega govornika pa vabim še gospoda škofa Jamnika, da se nam pridruži. To je malo mimo protokola verjetno, ampak vseeno. Ob dnevu državnosti povedal sem že, pogledajte kako je lepo. Veste, po današnjem dnevu, ki je bil tako naporen vseh možnih obiskov novinarjev in tega je bilo, je tale večer kot balzam za dušo. Jaz mislim in bom predlagal jutri, da državno proslavo tukaj preselijo. Vročeni, dobra družba je pa lep razgled, ne pa zato okla Ljubljana. Tako da res vsem čestitam, zahvaljujem se. Ja bom res povedal, predsedniku Pahorju jutri, takoj pomaši v stolnici, ne? Če bo še čas, da lahko pride gor, ne? Lepo se zahvaljujem gospodu Žagarju Janezu, ki pa je, vedno se mi skriva. Potem gospodu Belcu, enkrat zjutraj, veste, me je poklical, če pridem, sem rekel, seveda, začnemo z mašo, praznovanjem, krasovanjem in vsem ostalim. Potem gospodu podpredsedniku Slovenske ljudske stranke. Ni običajno, da škofe govorimo na takih srečanjih, ampak danes lahko naredimo izjemo. Se ne bo političen govor, ne? V cerkvi sem že itak predolgo pridigal, ampak rad bi poudaril nekaj. Ko gledam te mladeniče, takrat sem bil tajnik pri nadškofu Šuštarju in ste hodili vsi, tudi nagrajenci, prijatelji, si tako ali drugače vam čestitam. Pri nadškofu Šuštarju ste bili kot doma, a ne da? Pa gospod Oman, pa drugi. To je bila pravzaprav, to je bil tisti začetek, doktor Umek, ne? Pa vi tudi in ostali, ko ste se z njim srečevali, pogovarjali, pa tudi druge je sprijemal in všeč mi je to, kar ste danes povedali, ko vidim toliko mladosti, ko ste vi, ki ste bili pred 25 leti na takih položajih, še vedno živahni, mladi, veseli, vitalni, imate ogromno pronicljivosti, modrosti, vidimo mlade, ogromno mladine in drugih, se mi zdi, da je to res, nimamo kaj jamrati in gledati, kako bo s prihodnostjo. Želim pa predvsem poudariti tudi to, da v zadnjih nastopih veliko, govorim zaradi tega kot upokojeni tajnik, ker sem bil z nadškofom Šuštarjem 17 let, to je bilo bolj pomembno kot vsi doktorati. Veste, ključno, zelo, zelo ključno, ko govorimo o mednarodni situaciji, je bilo njegovo prijateljstvo s kanclerjem Kohlom, 85. leta je prišel, hotel so preprečiti, pa je Kohl mirno rekel, če pa Šuštarju ne grem, pa tudi Jugoslavijo ne pridem. Torej, in vemo, to je bila krščanska demokracija, Evropska ljudska stranka, potem predsednik Fulger, potem švicarski, potem kancler Mok, pa Janez Pavel II. Če gledamo na to mednarodno situacijo, potem lahko vidimo, kdo je bil tisti, ki je dal Sloveniji odločilno podporo, da se je ta čudež zgodil. Kot sem rekel, v cerkvi sem to mislil, ker tak lep večer bi ponovil. Obsijala nas je svetloba z neba. Mislim, da je nocoj čisto isto tukaj. A ne da, če bi bil kancler Kohl, pa nadškof Šuštar, ki je že pri Bogu tukaj, potem bi to rekel, Gejšer je pa tudi že pri Bogu. In Janez Pavel II. So bile osebnosti, ki so nas zaznamovale in ljudski stranki pa res želim, da kot ste povedali ponosno, iz tega rastete, ste korajžni, se ne odzivate, ampak imate vizijo in na marsikaj ste lahko ponosni v svoji zgodovini in ko vidim to mladino, vitalnost,
take talente, smo že našli nove ministre tamle pri mizah, tako to je še bolj interno in ministrice. Torej, lahko z zaupanjem gledamo naprej, pa koražno naprej, pa prinesite svežino v našo slovensko politiko, družbo in državo, končno pa nam vsem skupaj za to gre. Lep večer, lepo praznovanje. Čestitam vam še enkrat proslavo državna, če ne letos, pa drugo leto bo pa tukaj na Jančah potem, ne? Jaz pa zdaj odhajam, da imam še druge obveznosti, bo pa tako lepo, da bi najrač kar tukaj ostal, ampak žal ne morem, razen če bi pater Janko odšel, pa on namesto mene tisto napisal še. Hvala. Zdaj, če kdo želi, še k mikrofonu vabim koga, ki bi še kaj dodal, drugače pa prepuščam mikrofon pevcem. Da. No, evo, kar idete. Prijatelji, obrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srci razjasni in oko. Utopil se skrbi, po trdih prsih obudi, po trdih prsih obudi. Komu najprej veselo zdravico, bratje, čmo zapit, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov slovičen matere. Živi naj vsi narodi, ki hrebeni dočaka dan, tako da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Horojak, prazmo vsak, nevrat, le sosed, bo mejak. Tale bo pa uvertura v nadaljevanju večera. To sladko zlato vince je zbralo bratce nas. Veselo si zapojmo, zdravice zdaj na glas. Kozarce si nalimo, nalimo do vrha, do dna si popimo, do dna, do dna. Slovenski zemlji prvi kozarec da veljaj in zvesto jih služiti, prisezimo sedaj. Kozarce se nalimo, nalimo do vrha, do dna si popimo, do dna, do dna. Zdaj trčimo še sebi, živi naj vse nas Bog. Ko sonce žarno vince, glej, glej, prijatelj skrog. Kozarce se nalimo, nalimo do vrha, do dna si popimo, do dna, do dna. Najlepša hvala, odkrito Sotočje.
Tako slavnostni del tega praznovanja se počasi preveša v družabni del in zato vas vabim, da se še nekaj časa zadržite in okrepčate z dobrotami, ki jih ponuja planinski dom Janče in se zabavate ob zvokih ansambla Vrhovi.